Korona bo očitno še nekaj časa z nami, enako pa očitno velja še za eno stvar, ki večini ni ravno pri srcu, vlado. Predčasne volitve so namreč čedalje manj verjetna možnost. Poglejmo. Del opozicije je v preteklih dneh celo vložil zahtevo za sklic izredne seje o razmerah v državi in nujnost predčasnih volitev. A vlada je na sredini dopisni seji odločila, da predčasne volitve ne bi pripomogle k izboljšanju razmer. Prav ste slišali, opozicija je po formalni poti vložila zahtevo, da se koalicija razpusti in koalicija je rekla ne. Niti ne da se, sorry, režija, vem, da ste spustili ta efekt zvočen, ampak meni se niti ne da šokiranega več igrati. Formalno vprašati vlado, če lahko mogoče neha vladati, približno tako bizarno, kot če bi ljubljanske mlekarne vprašal, a lahko nehate proizvajati mlečne izdelke, prosim? Ideja, ne vem. Kako je bila sploh videti ta seja vlade? Jaz si predstavljam tako. Čeprav je bilo verjetno bolj tako. Točka razno, predčasne volitve. Počivalšek bi še imel službo. Ja, tudi jaz bi bil še premier, predlog ni sprejet. Zdaj, politiki, ki na naslednjih volitvah najverjetneje ne bodo prišli nazaj v parlament, pa sploh niso edini razlog, da vlada ne odstopi. Poglejmo argumente vlade. Kot so zapisali, bi lahko predčasne volitve izkoristili organizatorji nasilnih protestov. Ti protesti bi lahko privedli do vsesplošnih neredov. Prav tako pa so na vladi mnenja, da bi odstop vlade znatno oslabil možnosti države za obvladanje epidemije. Če prav razumem to izjavo, bi protestniki, ki že 80 tednov protestirajo proti vladi in zahtevajo, da vlada odstopi, čisto znoreli, če bi vlada dejansko odstopila. Pa ne samo to, zaradi predčasnih volitev bi lahko imeli še več okužb s covidom, ljudje bi dobili kosmate dlani, še oslepeli bi, ne vem, kaj se mi zdi, no, ne vem. Ali pa to samo velja za masturbacijo. Vse ni važno, oboje bi pasali čim prej. Mislim, ne oboje. Volitve takoj, masturbacija pa po oddaji. Ali pa vsaj med Planet 18+. Pustimo stati. Mislim, to temo. Opozicija je ta teden vložila že 10. interpelacijo v tem mandatu, kar verjetno pomeni, da bo zastonj. Ja. Če se prav spomnim, so bile vse dosedanje zastonj. Tokrat so jo vložili proti ministru za okolje in izogibanje davkom, gospodu Vizjaku. Poglejmo, kaj pravi opozicija. Minister za okolje bi moral biti varuh okolja, narave, javnega interesa. Minister Vizjak tega enostavno ne zna. Se popolnoma strinjam. Minister za okolje bi res moral biti varuh okolja, super varuh okolja. Ne vem za vas, ampak jaz bi ga z veseljem gledal, kako v pajkicah leta po državnem zboru reciklira, pa ljudi spodbuja k davčnim utajam. Noč čarovnic, super prilika, da sproba kostum. Sam pravim. Poleg zahteve za vstop vlade za predčasne volitve in interpelacije pa so člani opozicijskega menaža quatre skupaj z nepovezanimi poslanci ta teden tudi protestno odkorakali s seje državnega zbora. Menimo, da ta vlada nima ustrezne večine v parlamentu. V dvorani je ostal predsednik državnega zbora in poslanec nepovezanih poslancev Igor Zorčič. On se dela, da je na opoziciji, mislim, da so šli ven iz te koalicije, kar je, ampak tukaj očitno, da nas je držal štango njim. Če on bi šel ven, bi bilo 45, ne bi bilo sklepčnosti. Tega se pa res ne dela. To je tako, kot bi se cel razred odločil, da bo špricu uro, en piflar bi pa ostal v razredu. Edini dober razlog, da bi ostal, je, če bi bil zaljubljen nekoga, ki je bil še zmeraj noter. Mogoče pa gospod Bandelli mislil, da je gospod Zorčič dobesedno držal štango. Nikoli ne bomo vedeli. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.